ti, ki ste, preden pozdravim uradno, najprej kot rečeno obvestilo, da bomo tudi ta simpozij snemali. No, ga že snemamo zdaj. Tako da, ja. In če se kdo seveda s tem ne strinja, saj ste načeloma imate izklopljene kamere in mikrofone, ampak dodatno opozarjamo, da veste, da se vas snema. Tako, toliko glede tega disclaimerja, kako na začetku, zdaj pa bi vas pozdravil, torej vsi, ki ste zdaj že tu prisotni, lepo pozdravljeni na tem 5. obroku oddelčnega simpozija. Do zdaj ste lahko videli že na 4 srečanjih, kako široko je naše področje, kot ki mu rečemo azijske študije, na katerih delujejo naše raziskovalke, naši raziskovalci, da gre za tak širok transdisciplinarni projekt, ki ga druži ukvarjanje z Azijo. Na oddelku torej deluje raziskovalna skupina, ki je vpeta v različne mednarodne raziskovalne projekte, katerih rezultati ste se lahko seznanili že na vseh teh predstavitvah do zdaj. Nenazadnje so tudi to, se mi zdi pomembno omeniti, rezultati dela raziskovalk in raziskovalcev na področju azijskih študij vidni tudi širši javnosti z številnimi nastopi v medijih. Recimo ta teden je bila ponovno na sporedu prvega programa Radia Slovenija oddaja Intelekta, kjer sta kolegici doktorica Maja Veselič in doktorica Saša Istenič-Kotar, ki sta tudi tukaj z nami danes, recimo predstavili trenutne družbeno-politične razmere na Kitajskem, v odnosu do Hongkonga, Tajvana, ujgurskega prebivalstva v provinciji Xinjiang in tako naprej. Skratka, prejšnji mesec je recimo oddaja Kulturni fokus z naslovom Lepota po kitajsko, kjer ste lahko prisluhnili bolj filozofski debati o kitajski estetiki, ki jo je imela z moderatorjem doktorica Teja Sernel in tako naprej. Tako da tukaj bi opozoril, da če slučajno ne veste glede tega, da te neakademske prisotnosti azijskih študij v medijih, lahko na spletni strani oddelka najdete to rubriko Oddelek za azijske študije v medijih, kjer si lahko pogledate, preberete, prisluhnete številnim medijskim objavam s področja Azije. No, če se vrnemo nazaj zdaj v akademske vode, kako rečeno, oddelek je izredno raziskovalno aktiven, predvsem seveda po zaslugi, po bibliometričnih podatkih, najuspešnejše raziskovalke na področju humanistike. Pri nas to je kolegica doktorica Jane Rošker, ki je tudi vodja raziskovalne skupine, v okviru katere poteka ta simpozij, ki mu prisustvujemo, in ki trenutno vodi tudi raziskovalni projekt pri ARRS z naslovom Humanizem v medkulturni perspektivi Evropa in Kitajska, v okviru katerega sodelujejo tako kolegici doktorica Jana Roška, doktorica Teja Sernel in kolega Jan Vrhovski, ki danes je tukaj z nami. Danes bodo danes predstavljali, doktorica Teja Sernel se je opravičila, namreč spet v kontekstu naše aktivne raziskovalne dejavnosti, ravno kar prijavlja evropski projekt in ima točno ob tem času pomemben sestanek glede prijave na ta projekt, tako da se je danes opravičila in bomo imeli eno predstavitev manj. Ta prispevek odpade, na sporedu pa imamo prispevke, torej, kako rečeno, doktorica Jane Rošker, potem kolega Jana Vrhovskega, ki je kako rečeno, zunanji sodelavec, zaposlen na projektu, in pa še kolega Marko Grizek, ki ima danes svojo predstavitev, ki v okviru oddelka deluje kot mladi raziskovalec in pod mentorstvom doktorice Jane Rošker pripravlja disertacijo s področja konfucijanske filozofije na Japonskem. Skratka, današnji simpozij bo za razliko od prejšnjega tedna, ko smo se ukvarjali z azijskimi artefakti v Sloveniji, bolj filozofsko obarvan, s predstavitvijo samega projekta in pač filozofskimi temami, s katerimi se v okviru projekta ukvarjajo torej naše kolegice in kolegi. Želim vsem prijetno poslušanje, vabljeni ste seveda k razpravi, vprašanjem, k diskusiji po koncu 3 predstavitev, tako da zdaj brez izgubljanja dodatnega časa odpiram simpozij in začenjamo s prvim prispevkom, kjer bo torej dr. Jana Rošker predstavila svoj projekt v prispevku z naslovom Pomen tajvanske filozofije in humanizem v medkulturni perspektivi. Izvolite. Hvala lepa, dragi Luka, spoštovani predstojnik. Jaz bom kar začela deliti te svoje diapozitive. Tako, jaz bi mogoče
A jih vidite? Ne. Ne še, ne. Narobe sem. Pardon, se opravičujem. Takole. Lahko bi se jih pripravila naprej, glede na to, da imamo čas omejen, ampak zdaj pa upam, da se bo posrečilo. Tako. Evo. Aha. Torej, jaz bi rekla samo na začetku, da tukaj ne bom predstavila samo enega projekta, ampak dva projekta, katerih vodja sem trenutno in ki se trenutno izvajata na oddelku. To pa tudi zaradi tega, ker o tem ARRS-jevem projektu o humanizmu in avtonomnemu subjektu v transkulturni perspektivi še ni prav zelo dosti za poročati, kajti ta projekt se je pričel izvajati šele oktobra lani, torej traja sedaj šele pol leta, medtem ko prvi projekt, ki je pa mednarodni projekt tajvanske filozofije, pa se v bistvu že izteka in se bo končal konec junija letošnjega leta. Gre torej, kot sem ravnokar rekla, za dva projekta. Prvi se imenuje Modern and Contemporary Taiwanese Philosophy. To je bil 3-letni projekt, ki je trajal od leta 2018 do 2021. Ta projekt financira tajvanska akademska fundacija Jiangqingguo. Njeno celo ime je Jiangqingguo Foundation for International Scholarly Exchange, torej gre za akademske izmenjave in za financiranje raziskovalnih projektov tudi v okviru teh akademskih raziskav. Drugi projekt pa je temeljni raziskovalni projekt z akronimom HUMEK, katerega ime je Humanizem v medkulturni perspektivi Evropa in Kitajska. No, kot rečeno, ta projekt se je šele dobro pričel, traja šele slabega pol leta in se bo zaključil konec septembra leta 2023. Financira pa tukaj torej gre za nacionalni projekt, ki je financiran iz državnega proračuna s strani Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ali skrajšano ARRS. Najprej bom predstavila prvi projekt, ki se že bliža koncu, torej mednarodni Jiangqingguo projekt o moderni in sodobni tajvanski filozofiji. Sodelavci in sodelavke tega projekta so naslednji, poleg mene, ki sem vodja, so v njem zelo aktivno sodelovali tudi profesor Byong-Yong Kang, potem docentka Teja Srnelj in mladi raziskovalec Marko Ugrizek. V številnih publikacijah, ki so nastale kot rezultat projektnega dela, pa so v njem sodelovali tudi mnogi takratni in bivši študentje in študentke, ki so delovali kot tehnična podpora ali prevajalci in prevajalke. To so bili pa Jasna Bavec, Mina Grčar, Mitja Rupnik, Živa Petrovčič in Matjaž Vidmar. Torej, kot vidimo, je bil ta projekt, v njem je bilo vključeno kar veliko oseb iz našega oddelka, bodisi v raziskovalni funkciji ali pa kot neke vrste tehnična pomoč. No, zakaj gre pravzaprav, če na kratko opišem ta projekt? Torej, glavna osnova tega projekta so raziskave moderne in sodobne kitajske filozofije, kot že ime pove. Pri tem smo se osredotočili predvsem na funkcijo, ki jo je imela tajvanska filozofija v ohranjanju kitajske filozofske tradicije. Moramo namreč vedeti, da v drugi polovici 20. stoletja, torej v času
odkar se je ustanovila Ljudska republika Kitajska, na celini ni bilo prav veliko posluha za raziskovanje tradicionalne kitajske filozofske tradicije. Te teme, predvsem konfucijanstvo, je bilo zelo nezaželeno. In v teh desetletjih, pravzaprav do 90-ih let prejšnjega stoletja, so bili tajvanski teoretiki in teoretičarke več ali manj edini, ki so dejavno delovali na tem področju in s tem zagotovili neko sinofono kontinuiteto raziskovanja kitajske idejne tradicije, ki bi bila sicer prekinjena, in čim se taka raziskovalna kontinuiteta prekini, je to seveda za vsako raziskovalno področje zelo slabo, če ni celo usodno. No, ampak najbolj znana filozofska struja znotraj tega je seveda struja modernega ali novega konfucijanstva, Xin-Ru Xue, ki so si torej ta struja oziroma filozofi, ki so bili, in tudi filozofinje, ki so v njej vključene, si prizadevajo za izdelavo, za kreacijo neke kitajske teorije modernizacije, in sicer po eni strani v zelo živahnem dialogu z zahodno filozofijo, kajti, kot vemo, je modernizacija vendarle bila v tej obliki, v kakršni je v Azijo prišla, pač uvožena iz Zahoda. Po drugi strani pa skozi revitalizacijo, skozi preporod določenih elementov svoje lastne filozofske tradicije, predvsem konfucijanske, in predvsem v osredotočenosti na tiste koncepte, ki so na nek način nujni kot idejna podlaga modernizacije, se pravi, tukaj je šlo za koncept avtonomnega subjekta in tudi po drugi strani za koncept razuma, racionalnosti. Vendar pa moramo seveda reči, da v tajvanski filozofiji modernega in sodobnega obdobja, da ne moremo reducirati samo na neko ohranjanje in nadgrajevanje starokitajske tradicije, ampak moramo poudariti tudi, oziroma smo bili v naših raziskavah osredotočeni tudi na mnoge inovacije, ki so nastale v diskurzih tajvanskih filozofov in filozofin v tem obdobju. Tukaj velja znotraj te omenjene struje modernega konfucijanstva vsekakor poudariti predvsem doprinos Mao Zedonga ter Tang Junjija. Pomemben je tukaj tudi Xu Fuguan, predvsem glede njegove revitalizacije in modernizacije tradicionalne kitajske estetike. To pa je področje, s katerim se ukvarja kolegica docentka doktorica Teja Srnelj. No, ampak tudi na mnogih drugih področjih so ustvarili tajvanski filozofi in filozofinje v tem obdobju zelo veliko novega. Tukaj velja omeniti na primer nove daoiste, predvsem z njihovim glavnim predstavnikom Chen Guiyingom, potem tudi raziskave klasične kitajske logike, ki jih vodi predvsem profesor na Državni univerzi Tajvan Li Xianzhong, ki smo ga imeli priliko poslušati kot gostujočega profesorja pred 2 letoma tudi pri nas. Potem na področju budistične filozofije, tukaj tudi gre omeniti profesorja iz Državne univerze Tajvan Dubao Ruja. Pomembna je v tem pogledu, poleg Akademije Sinike, na kateri dela večina pripadnikov modernega konfucijanstva, velja tukaj omeniti v filozofskem smislu tudi Katoliško univerzo Furan, v okviru katere se je razvila neka teorija, ki se ji reče novosholastična filozofija, in v okviru te filozofije
so na nek način poskušali ti profesorji, profesorice oziroma raziskovalci in raziskovalke razviti neko novo, zelo inovativno sintezo sodobne teorije znanosti in krščanske teologije. Skratka, kot vidimo, gre za izjemno raznoliko filozofijo, ki je zelo zanimiva in ki je, če govorimo o filozofiji v sinofonem področju, nikakor ne moremo spregledati. No, zdaj pa si malo poglejmo, kakšni so rezultati tega projekta, ki se bo torej zaključil v juniju, konec junija tega leta. So zelo bogati, kar se tiče publikacij, kot tudi kar se tiče organizacije raznih mednarodnih srečanj, vabljenih predavanj v obeh smereh, torej tako mi, člani in članice oddelka, smo bili vabljeni in smo imeli predavanja gostujoča na Tajvanu, kot tudi obratno, tudi mi smo povabili k nam, ravno prej sem omenila, na primer, profesorja Li Xianzhonga, vse dokler nam pač pandemija COVID-19 tega ni preprečila. No, naj najprej omenim publikacije, ki so morda najbolj trajen rezultat, torej tisto, kar bo za vselej ostalo in s čimer se bo ta projekt zapisal nekako v sodobne diskurze tajvanske filozofije oziroma sodelovanja tajvanskih in evropskih filozofov in filozofinj. V teh 3 letih oziroma 2,5 dobrih je bilo izdanih v okviru tega projekta kar 15 publikacij, od tega 12 izvirnih znanstvenih člankov, 3 samostojna poglavja v monografskih publikacijah, 2 zbornika, en v slovenščini, drugi v angleščini. Potem je izšlo v tem okviru tudi 14 prevodov tajvanskih člankov v slovenščino oziroma angleščino. Izdali smo eno posebno številko naše revije Asian Studies, ki si tudi na nek način, katere faktor vpliva nezadržno raste, skratka je vedno bolje prepoznana tudi v območju azijskih študij, tako v Evropi kot tudi v Aziji. Izdali smo tudi 2 znanstveni monografiji in trenutno je v tisku še 3. znanstvena monografija, tako da mislim, da glede publikacij je bera tega projekta zares, mislim, jo lahko s ponosom pokažemo. No, tukaj vidimo teh 12 izvirnih znanstvenih člankov, ki so bili v teh 3 letih izdani v okviru projekta. Največ je seveda mojih, kar pa seveda ni slučaj, kajti jaz kot vodja projekta seveda sem zavezana, da opravim tudi največ dela v njegovem okviru. Potem tudi docentka Teja Srnel je izdala kar nekaj člankov in sicer 3, se mi zdi, vidim tukaj, ja, v glavnem na temo, s katero se je ukvarjala tudi v svoji doktorski disertaciji, in sicer je to revitalizacija tradicionalne kitajske estetike skozi optiko dela prej omenjenega člana moderno-konfucijanskega intelektualnega gibanja Xu Fuguana. No, tudi kolega Byung-Yong Kang, ki je predstojnik katedre oziroma eden glavnih oseb znotraj katedre za koreanistiko, je tukaj opravil kar precej dela in objavil 2 znanstvena članka, ki sta oba na nek način se ukvarjala z raziskavo podatkovnih baz v različnih korejskih univerzah in raziskovalnih inštitutih, in sicer v raziskavo in analizo virov ter materijala glede tajvanske filozofije, ki so vsebovani v teh podatkovnih
bazah, skratka, tu je šlo bolj za neko empirično raziskavo, ki pa ima zelo veliko vrednost tudi. Potem pa tudi Marko Ogrizek, ki je deloval v okviru tega projekta kot mladi raziskovalec, je, če tudi še pred dokončanjem svojega doktorata, seveda tukaj objavil tudi svoj prvi izvirni znanstveni članek, ki govori predvsem o vlogi Huang Junjieja, ki je eden vodilnih metodologov za transfer konfucijanstva in konfucijanske idejne tradicije v ostale regije vzhodne Azije in sicer predvsem Korejo in Japonsko, seveda kajti Marko Ogrizek je seveda tudi japonolog in specializiran za japonsko konfucijanstvo. No, tukaj so potem ta 3 samostojna poglavja, kot vidite, prvo je navedeno je išlo v slovenskem zborniku, drugi 2 poglavji sta izšli v okviru angleškega zbornika, ki je izšel pač na temo tajvanske filozofije v letošnjem letu. In tukaj gre tudi za moje poglavje in poglavje kolegice Srnel-Teje. Ta 2 zbornika sta pa naslednja. Najprej smo že v letu 2019 izdali zbornik v okviru znanstvene založbe naše fakultete z naslovom Filozofija na Tajvanu, značilnosti, vloga in pomen. Ta zbornik vsebuje zelo veliko tudi prevodov tajvanskih, različnih pomembnih tajvanskih teoretikov in teoretičark v slovenščino, pa seveda tudi nekaj naših avtorskih poglavij. Medtem ko drugi zbornik, ki pa je izšel pri založbi Cambridge Scholars Publishing, Modern and Contemporary Taiwanese Philosophy, Traditional Foundations and New Developments, ta zbornik pa vsebuje predvsem prispevke tajvanskih, originalne prispevke tajvanskih filozofov in filozofinj v angleščini ter nekaterih evropskih in ameriških specialistov, ki se prav tako ukvarjajo, ki so sicer zahodnjaki, v glavnem sinologi in se ukvarjajo s to tematiko. Večina avtorjev, ne pa tudi vsi, tega zbornika se je udeležilo tudi mednarodne konference, ki smo jo v letu 2020 organizirali v okviru projekta na univerzi, na naši univerzi, ampak o tem bom nekoliko kratkih besed povedala še kasneje. Najprej naj povem še, da sta izšli še 2 znanstveni monografiji v slovenščini zaenkrat, in sicer spet je prva je moja in govori predvsem o ženskah v sinofoni filozofiji. Prvi del, drugi del je pa osredotočen na 2 sedaj še živeči in delujoči tajvanski filozofinji. Ena je malo starejša in je raziskovalka, ki deluje v sklopu modernega konfucijanstva, druga je pa še zelo mlada, je docentka na Furan University, torej na Univerzi Furan, in v glavnem deluje na področju kitajske logike in na področju novega daoizma. V tisku pri Cambridge Scholars Publishing pa je tudi še moja knjiga o ženskah v tajvanski filozofiji, bolj na splošno. Ta knjiga bo predvidoma izšla nekje do konca leta in je trenutno še v recenzentskem postopku. Izdali smo, kot smo rekli, kot sem že povedala, tudi posebno številko revije Asian Studies, to je naša oddelčna revija z naslovom Taiwanese Philosophy and the Preservation of Chinese Philosophical Traditions.
Tudi ta je vključevala veliko del raziskovalcev in raziskovalk, ki so se udeležili naše konference, pa tudi nekaterih zahodnih sinologov in sinologinj. No, takole je pa izgledala tale mednarodna konferenca. Tukaj je šlo za ohranjanje konfucijanske filozofije v glavnem, znotraj okvira sodobne tajvanske filozofije, in na te konference se je udeležilo tudi precej najvidnejših tajvanskih in celo kitajskih strokovnjakov za tajvansko filozofijo. Pod celo kitajskih sem seveda mislila na celino. No, smo pa seveda tukaj ovekovečeni tudi vsi, ki smo z našega oddelka in smo delovali znotraj tega projekta. No, zadnja aktivnost, ki smo si jo pa privoščili v teku tega projektnega dela, pa je bila pač spletna aktivnost, kot se pač spodobi, oziroma kot je pač edino možno v trenutnem nesrečnem obdobju, ne, ampak jaz vedno pravim, virtualna resničnost je nekaj zelo slabega in nepopolnega, ampak še vedno je pa boljša od nikakršne resničnosti. Torej, tu gre za mednarodno okroglo mizo o tajvanski filozofiji, ki jo je moderirala in organizirala moja malenkost, gostila pa ga je Univerza v Neaplju, in sicer Inštitut Lorientale. No, zdaj pa še par besed samo za konec o tem drugem projektu. O njem ne bo toliko grozno veliko zapovedati, ker gre pri tem za projekt, ki traja šele slabega pol leta, ne, zato njegova bera še ni tako obsežna. Če najprej malo povem o vsebini tega projekta, izhaja iz predpostavke, da so razsvetljenski pojmi, kakršen je avtonomni subjekt in humanizem, v obliki, v kakršni so sedaj seveda zastareli in ne morejo več odgovarjati na nek način zahtevam sodobnega časa. Ampak po drugi strani gre pa pri teh konceptih razsvetljenskih za izjemno pomembne elemente evropske idejne dediščine, pravzaprav take, ki so vitalnega pomena, ki tvorijo tudi osnovo celotne humanistike, in zaradi tega seveda ne moremo mirne duše samo gledati, kako bodo crknili, ampak jih si moramo prizadevati za neko revitalizacijo teh konceptov, za neko njihovo prilagoditev, nadgraditev, posodobljanje, da se jih pripelje v neko obliko, ko bodo lahko primerni kot neka etična osnova oziroma idejna osnova sodobnega globaliziranega sveta. No, in tukaj nekako poskušamo vzpostaviti to, početi na tak način, da postavimo te koncepte v nek tvorni dialog s sorodnimi koncepti iz kitajske tradicije. Tisti, ki se nekoliko spoznate na filozofijo, boste vedeli, da je domnevna odsotnost nekega avtonomnega subjekta pa bila zelo dolgo časa na nek način videna kot glavni razlog za to, da kitajska filozofija sploh ne obstaja, no, ampak to seveda ne drži. Avtonomni subjekt obstaja znotraj kitajske filozofije in je tudi zelo močan, pa tudi tradicionalni kitajski humanizem ima tudi človeku 21. stoletja še marsikaj pomembnega povedati. Skratka, gre za poskus vzpostavljanja take sinteze, in sicer na najširši ravni. Sodelavci in sodelavke so spet podobni, spet je moja malenkost tukaj vodja, potem polno zaposlen sodelavec, ki bo opravil tudi levji delež dela, poleg mene seveda, je Jan Vrhovski, ki bo v kratkem doktoriral na Karlovi univerzi v
Pragi, je že čisto v zaključni fazi svojega doktorata, potem Marko Ogrizek, ki je tudi že tik pred zagovorom svojega doktorata, in pa doktorica Teja Srnel, ki pa ima doktorat že za seboj, kot vemo. No, ker traja ta projekt šele par mesecev, v njegovem okviru seveda še nismo mogli izdati prav zelo veliko publikacij. Izdali pa smo 3 članke in eno znanstveno monografijo, kar za pol leta tudi ni tako zelo slabo. Tu so navedeni ti 3 članki, kot vidimo, sta 2 na zelo podobno temo, eden je pa zelo, ta sredinski je pa zelo aktualen, saj obravnava tudi COVID in vlogo torej relacijske konfucijske etike znotraj tega. To je seveda tema, ki je zelo pomembna tako za novo prevrednotenje avtonomnega subjekta, kot tudi za novo prevrednotenje humanizma kot takega. No, zadnja, 2. in 3. članek sta šla v naši oddelčni reviji, medtem ko prvi pa je izšel v slovaški reviji Asian and African Studies, ki je začuda tudi precej vplivna, in kar je najbolj luštkano, je nekako dejstvo, da ima isto ime, kot ga je imela naša revija ob svoji ustanovitvi in v prvih 10 letih svojega izhajanja. No, tukaj pa še na kratko naj omenim samo kot konec, to je zadnji diapozitiv, da vas ne bo preveč skrbela. To je pa monografija, ki je izšla v spletni obliki prejšnji teden in v fizični, torej tiskani obliki bo pa najbrž zunaj naslednji teden. Kot vidite, je naslov glasi Kriza kot nevarnost in upanje, etika pandemije, razcvet avtokracij in sanje o avtonomiji v transkulturni perspektivi. Skratka, tukaj gre za monografijo, ki na nek način tvorno povezuje tako sedanjo krizno situacijo, kot tudi pomen humanizma oziroma avtonomnega subjekta v transkulturni perspektivi, pri čemer se seveda v glavnem osredotoča na vzhodno Azijo in v ožjem smislu na Kitajsko in Tajvan. No, in s tem bi jaz zdaj to svoje poročilo zaključila in se vam lepo zahvaljujem za vaše zelo potrpežljivo poslušanje. Hvala lepa. Hvala, Jana. Jaz zahvaljujem tebi za to predstavitev. Mislim, prav zanimivo je poslušati nekako pregled teh projektov, v katerih tisti, ki ne sodelujemo zraven, nimamo potem takega vpogleda, in tudi z vsemi rezultati teh projektov, ki so seveda izjemno impresivni. Tako da hvala še enkrat. Torej, tako ta projekt o vlogi tajvanske filozofije v moderni konfucijanski filozofiji. Zdaj, kot tega, ki ga prav tako bom spremljal z izjemnim zanimanjem, torej povezovanja humanizma na Kitajskem in v Evropi. In mislim, da bomo tukaj zdaj tudi na to temo nekaj več vsebinskih poudarkov slišali v naslednji predstavitvi kolega Jana Vrhovskega, ki, kot si že povedala, zaključuje doktorski študij na Karlovi univerzi v Pragi na Češkem, drugače pa je tudi sinolog, filozof in seveda prav tako proizvod našega oddelka in fakultete. Tako da mislim, da kakor je zdaj bilo v navadi glede tega simpozija, se vsa vprašanja potencialne tako naprej potem postavijo po koncu vseh predstavitev, tako da bi zdaj kar brez kakršnih koli daljših prekinitev nadaljevali torej s naslednjo predstavitvijo, torej kolega Jan Vrhovski, ki bo torej predstavil svoj prispevek na tem simpoziju z naslovom predstavitev 2 publikacij o stoletnici Russellovega obiska na Kitajskem. Skratka, tu že vidimo iz naslova, da gre za združevanje, za most med Evropo in Kitajsko. In izvoli, Jan, beseda je tvoja. Najlepša hvala. Jaz bom tudi delil PowerPoint z vami.
Vidi? Ja, Vidite? Okay. ja, Odlično. Torej, jaz imam za en takšni, za vmes en akademski EPP, zato da vidite, kaj smo v prvih 6 mesecih uspeli ustvariti v okviru projekta, ki ga je že Jana tako lepo predstavila. Jaz bom zelo kratek, zaradi tega, ker zadeve še niso izšle in je težko govoriti na široko o stvareh, ki so še v prihovanju. Torej, gre pa za dve publikaciji, ki se navezujeta na obisk Bertranda Russella, angleškega filozofa, matematičnega logika, na Kitajskem točno pred 100 leti. Torej, Bertrand Russell je obiskal Kitajsko med letom 1920 in 1921. Za tiste, ki Russella ne poznate, Russell je, kot sem že prej omenil, bil zelo znan in prestižen angleški oziroma britanski filozof, ki je veliko pomembnih rezultatov ustvaril tudi na področju matematične logike. Hkrati pa je bil tudi zelo odmeven družbeni teoretik in pacifist, ki se je med prvo svetovno vojno boril proti vojni, en izmed redkih angleških akademikov, in je zaradi tega tudi bil zaprt. Leto se mi zdi vse skupaj. Bil pa tudi profesor na Univerzi v Cambridgeu. In osrednja tema, seveda, teh dveh prispevkov je njegov obisk na Kitajskem, ki se je zgodil med oktobrom 1920 in julijem 1921. Ko je bil Russell povabljen na Kitajsko v sklopu ene serije predavanj najbolj odmevnih zahodnih filozofov in mislecev, ki se je začela z obiskom Johna Deweyja leta 1919. Zdaj, razlog, zakaj se splača in je smiselno in je vredno narediti takšne publikacije, je, da je dejansko Russellov obisk na Kitajskem zelo pomemben dogodek v intelektualni zgodovini moderne Kitajske. Ne samo na področju filozofije, matematične logike, ampak tudi na področju družbene misli. Ideje, ki so bile povezane s socializmom takrat, ženske emancipacije in tako dalje. Vse te stvari so se začele nekako tudi zaradi Russellovega obiska na Kitajskem. Da ne bom predolgo govoril samo o obisku. Torej, točno 100 let za obiskom Russella na Kitajskem se je tudi začel projekt UMEK, to je oktobra 2020. In zdaj ta dva zbornika oziroma ta dva prispevka sta rezultat prvih parih mesecev oziroma prvih 5 mesecev našega dela na tem projektu. Prva publikacija, ki jo danes predstavljam, je zbornik z naslovom Bertrand Russell's Visit to China, Selected Texts on the Centenary of Intercultural Dialogues in Logic and Epistemology, ki bo izšel v zbirki Studia Humanitatis Asiatica pri znanstveni založbi na Filozofski fakulteti. Druga takšna publikacija pa bo posebna številka revije Contemporary Chinese Thought, ki jo urejava skupaj z profesor Jano Rošker, in bo išla predvidoma jeseni oziroma v poznem zadnjem delu leta 2021, ne vem točno kdaj. Kar se tiče prve publikacije, torej naslov, kot sem že prej prebral, je Bertrand Russell's Visit to China in tako dalje. Urednika sva Jana S. Rošker in moja malenkost. Prevode sva prispevala Maja Kosec in moja malenkost spet. Predgovor je pa napisala ena izmed zelo pomembnih pionirk študij moderne zgodovine na Kitajskem, Vera Schwartz, ki je zaslužna profesorica na Wesleyan University v ZDA. Zbornik bo pa izšel pri znanstveni založbi
predvidoma nekje jeseni 2021. Zdaj, vsebina tega zbornika zbornik je sestavljen iz znanstvenih prispevkov, tako tudi prevodov besedil, ki so nastala v času Russellovega obiska na Kitajskem. Ti prevodi so toliko bolj pomembni, zato ker predstavljajo prve prevode teh besedil v angleščino. In zbornik sam po sebi je tudi prvi tak zbornik, ki je napisan v angleškem jeziku. Mislim, da nasploh. Tudi letos ob stoletnici obiska zaenkrat vsaj ni na obzorju nobene podobne publikacije, zaradi tega je zbornik kar precej pomemben. Upam, da bo tudi imel vredno odmevnost, da bo predstavljal koristno znanstveno orodje za raziskovanje moderne kitajske zgodovine. Naslednja publikacija je pa posebna številka revije Contemporary Chinese Thought. In sicer naslov te posebne številke je 100 Years of Bertrand Russell's Visit to China, Dialogues on Human Perception and Autonomous Objectivity. Urednika sva, kot sem že prej povedal, Jana S. Rošker in moja malenkost. Ta revija pa običajno objavlja v bistvu prevode člankov in pomembnih prispevkov, ki so šli na Kitajskem v zadnjih 10 letih. Zaradi tega smo morali predvsem prevajati besedila. Prevajalci pa smo bili Gregor Brez, Robert A. Karlev III in spet moja malenkost. Članki, ki pa bodo išli v sklopu te posebne številke, pa so navedeni nižje. Torej Chen Bo, Russell Engineering on Truth, Ding Zhejiang, Why Russell had not written any books on aesthetics, in tako dalje. Gre za selekcijo znanstvenih prispevkov, ki se navezujejo na eni strani na epistemološke raziskave, mejijo že malo na raziskave o logiki, tako je to v primeru Chen Boja, in po drugi strani sodobne kitajske študije Russellove humanistične misli, za katere vidimo, da obstaja nek nov trend raziskovanja na Kitajskem. Torej, vse več se ukvarjajo z ponovnim odkrivanjem, z ponovnim ovrednotenjem Russellovih idej in njihovo potencialno vrednostjo za sodobno kitajsko filozofsko misel. To je torej to. Jaz sem zelo kratek o tem, o vsebini. Bi vas pa seveda povabil, da te zadeve izidejo in da nabavite, da se probate pozanimati o tem, zakaj je ta pomemben človek Russell toliko prispeval, zakaj je toliko vredno, da se z njim ukvarjamo, če želimo razumeti moderno kitajsko zgodovino. Na koncu še ena misel za današnje težke čase. Russell je v svoji knjigi The Conquest of Happiness rekel, da to be without some things you want is an indispensable part of happiness. Mislim, da je ta misel, zdaj, ko smo vsi zaprti v svojem svetu, se ne moremo družiti, nimamo več istih možnosti. Še tako upam, da je še naslovnica knjige. Upam, da čim prej vam vsem mine to obdobje in da bomo čim prej vsi spet v normalnem svetu. To je torej od mene. Hvala, Jan, za dodatno predstavitev tega projekta in za seveda zaključno misel, ki se seveda na nek način povezuje spet modrost vzhoda in zahoda, ker pač ideja, da smo srečni, ko neko dobimo, kar hočemo, ampak ko se znebimo želja samih, je precej budistična v svojem bistvu, tako da na tem je treba delati, gotovo. Zdaj pa potem predlagamo, da kar nadaljujemo še na
Zadnjo točko in bomo potem, ko končamo, imeli tudi čas za vsa vprašanja in možen pogovor. Tako da, kot rečeno, prispevek Teje Srneja, za tiste, ki ste se mogoče pridružili pozneje, še enkrat sporočam, danes odpade zaradi nujnih obveznosti, ki jih kolegica docent dr. Teja Srneja ima danes prijavo evropskega projekta, tako da ta segment odpade in zato hkrati nadaljujemo na zadnji del današnjega simpozija, torej na zadnjo predstavitev, ki pa jo ima Marko Ogrizek, prav tako doktorski študent in mladi raziskovalec na oddelku za azijske študije na Filozofski fakulteti tukaj, torej Univerze v Ljubljani, ki, kako rečeno, tudi sodeluje v prej omenjenih in predstavljenih projektih. Marko pa bo danes predstavil oziroma bo zdaj predstavil svoj prispevek z naslovom Tajvanske študije vzhodnoazijskega konfucijanstva in japonski konfucijanski humanizem, skratka povezavo med tajvanskim konfucijanstvom in japonsko. Tako da, Marko, izvoliš še tvoj prispevek, potem pa smo z prispevki zaključili in se lahko začne tudi diskusija. Pa še mikrofon si prižgi. Še vedno si na mute. Unmute, aha, ok. To zdaj je kar malo mučno. Glede na to, da je en prispevek odpadel, bo verjetno tale moj še malo bolj neumestno zvenel, ker zdaj je šlo v bistvu za dva prispevka, ki sta se zelo povezovala, zdaj bo en, ki se bo malo manj povezal in bom tudi malo bolj vsebinski. Izhaja pa iz mojih lastnih iskanj metodološkega pristopa k študiju japonskega konfucijanstva. Namreč japonsko konfucijanstvo v tem smislu ima nek problem, ki ga recimo kitajska študija konfucijanstva nima, namreč to, da je konfucijanstvo v zavesti Japoncev na Japonskem ta trenutek precej poniknilo, tako da tisto, kar jaz študiram, so bolj zgodovinske različice. In zdaj vprašanje, kako se te zgodovinske različice oziroma kaj se zdaj na področju konfucijanstva dogaja na Japonskem in kako se to povezuje z nekim tem globalnim projektom, ki sta ga profesor Roškar in kolega Jan Vrhovski predstavila. Jaz sem to zadevo bolj začnem zmer s to mislijo, ki se jo da seveda diskutirati, mogoče bi bila lahko celo malo provokativna. Napisal je Kiri Paramore: kdor trdi, da konfucijanstvo lahko predstavlja univerzalistično silo za mednarodno dobro, mora konfucijanstvo preučevati tudi izven le kitajskega kulturnega okolja. Ogledati se dolgoročno zgodovino konfucijanstva znotraj nekitajskega kulturnega okolja je še posebej smiselno in nujno za razmislek o zmožnostih, ki jih omenjena tradicija morda poseduje v mednarodnem okolju. Kot je pravilno opozoril David Kang, je Japonska najbolj obrobna in nesinizirana med vzhodnoazijskimi deželami, v katerih je cvetelo konfucijanstvo. Zato predstavlja posebej dober primer za primerjavo s Kitajsko, ko gre za ocenjevanje trditev o univerzalističnih zmožnostih konfucijanstva. To se da interpretirati na več načinov. Kiri Paramore ima svojega, jaz imam svojega, danes se ne bom toliko poglabljal v to. Bi pa rad pokazal, kako iz neke take potrebe potem, da se konfucijanstvo jemlje širše, kako je iz tega izšla tudi ta metodologija vzhodnoazijskih konfucijanstev, ki je razvil, kot je povedala že profesor Roškar, Huang Chunjie, jaz bom kitajska imena, se upravičujem, verjetno malo narobe naglasil, tako da pravi, to so zdaj motivi, za kako, iz česa izhaja ta potreba po drugačnem, širšem preučevanju konfucijanstva. Vzpon področja študij vzhodnoazijskih konfucijanstev na novem modru akademskih raziskav 21. stoletja lahko vidimo kot odziv na oblike študija konfucijanstva,
ki so se razvile v kitajsko govorečih akademskih krogih 20. stoletja. Kot primer si lahko vzamemo filozofe modernega konfucijanstva, ki so videli konfucijanstvo zelo ozko kot del svoje narodne in etnične identitete, še posebej v luči obsežnih in daljnosežnih zgodovinskih pretresov in preobrazb zgodnjega 20. stoletja. Tukaj se splača poudariti, da tudi študij japonskega konfucijanstva se dogaja zelo v tem smislu nacionalnih študij, se pravi kot intelektualna zgodovina Japonske, manj v smislu, kaj so te razvoji, filozofski razvoj konfucijanske misli, kako je potekal na Japonskem, se pravi, kaj je ta skupna debata, ki se je predstavila, ko se je predstavila na Japonsko, kaj je v bistvu, s kakšnim vplivom je vračala pol samo temu. In pa seveda zelo pomemben drug element, nujnost zagovarjanja pojma vzhodnoazijskih konfucijanstev se kaže tudi kot odločen intelektualni odziv na nagnjenost vzhodnoazijskih akademikov 20. stoletja, da so zmeraj tolmačili vzhod glede na zahod. V tem smislu pojem vzhodnoazijskih konfucijanstev odpira ključno nalogo ponovne preučitve temeljnih vrednot konfucijanstva kot prevladujočega trenda v vzhodnoazijskih kulturah, ki bi ga bilo mogoče razširiti tako, da bi nudil temelje nekemu novemu humanizmu za dobo globalizacije. Torej, ta metoda vzhodnoazijskih konfucijanstev je tudi odgovor na to, da se recimo v filozofiji je to zelo močen trend, ki se profesor Roškarja veliko z njim ukvarja v svojih delih, da ko mi sodimo, kaj je filozofija, zmeraj izhajamo iz kriterijev, ki so že kulturno pogojeni z neko evropsko tradicijo, tudi na drugih področjih, in zato ne bi bila ta vzhodnoazijska konfucijanstva kot nek odgovor za stavitev nekega tendence, da se razmišlja iz vzhodne Azije, ne iz Evrope o vzhodni Aziji. Spravi, kaj so vzhodnoazijska konfucijanstva? Kaj je to? Pojem vzhodnoazijskih konfucijanstev se nanaša na vpliv konfucijanskih vrednot na domorodno misel in kulturo. Raznolikost lokaliziranih oblik konfucijanske misli in kulture širom vzhodne Azije ni le preprost mozaik takšnih lokaliziranih pojavnih oblik. Pravzaprav so konfucijanstva različnih držav vzhodne Azije skozi različne izmenjave stoletja vplivala drugo na drugo. Torej, ne da vzamemo... Ne da vzamemo zdaj to vsako konfucijanstvo posebej in rečemo, to je tako in še nekako esencialistično poskušamo določati, kaj so neki lastnosti enega in drugega, ampak da se to vidi kot nek zgodovinski proces, ki bazira na samih zgodovinskih izmenjavah in kljub temu je tudi nekako vsebinsko, prinesel neko zelo vsebinsko širino in bogatstvo tem tradicijam. Celovitost vzhodnoazijskih konfucijanstev obstaja sredi, ne prek ali nad kulturnimi in idejnimi izmenjavami med različnimi vzhodnoazijskimi deželami. Posledično je treba vzhodnoazijska konfucijanstva videti kot nekakšno nenehno razvijajočo se družino idejnih tradicij. Čeprav ima ta svoje zgodovinske korenine v Konfucijevi šoli, so se, takoj ko se je konfucijanstvo srečalo s kulturami in družbami drugega časa in krajev, razvili tudi značilni prepoznavni znaki konfucijanstva vsake od dežel. Preučevanje vzhodnoazijskih konfucijanstev ne more dopuščati takšnih teoretskih predpostavk, kot so ortodoksno proti heterodoksnemu ali sredina proti obrobju. Tukaj gre spet za to, da se v bistvu vse te tradicije konfucijanske, vse te oblike, variante postavijo nekako na isti nivo. Seveda se ve, odkot so konfucijanstva šla, ampak tukaj gre bolj za trditev, da ta način gledanja, kaj je ortodoksno konfucijanstvo in kaj je pol japonsko konfucijanstvo, oziroma kaj ima večjo vrednost in kaj je manjšo, da je to zelo neproduktivno in pač akademsko ne zdrži. In zaradi tega je boljš videti konfucijanstva, to se pravi ta en diskurs konfucijanski, ki se je premikal iz deželo v deželo in vplival tako v eno smer, seveda v eno smer bolj, ampak tudi v drugo smer, če se študira te zgodovinske premike. Seveda pa se pa Huang zaveda tudi problema samega pojma vzhodne Azije oziroma tudi problema teh, recimo temu, različnih političnih identitet vzhodne Azije. Torej, če trdi, da je konfucijanstvo neka zadeva, ki povezuje ta vzhodnoazijski kulturni prostor, ki lahko definira vzhodnoazijski kulturni prostor,
poleg recimo ciniziranega budizma, pa kitajskih pismenk, pa recimo kitajske tradicionalne medicine. Potem so tukaj na drugi strani, če kulturno lahko to povežemo, kljub temu neki problemi z političnimi identitetami. Seveda, zgodovina teh dežel je taka, kot je, politično, in zato se teh zadev ne sme lotevati naivno, kot opozori on sam. Tukaj opozori na spomin japonske razglasitve ambicij po vzpostavitvi velike vzhodnoazijske sfere vzajemne prosperitete, ki se zdaj razume kot pretvezo Japonske za invazijo vzhodne Azije. Ljudem vzhodne Azije, predvsem Kitajske in Koreje, povzroča globoko nevzdržno bolečino. Posledično vse do danes izraz vzhodna Azija nosi težko zgodovinsko breme. Z vzponom Kitajske na začetku 21. stoletja, pa tudi spomini zgodovinskega kitajskega cesarstva znova vlečejo pozornost akademskega sveta. Zgodovinsko dejstvo je, da so vzhodnoazijska konfucijanstva vzniknila na polotoku Shandong pred približno 2500 leti. Nekateri učenjaki sumijo, da bi v primeru, da se Kitajska v 21. stoletju razvija v velesilo, zagovorništvo vrednot vzhodnoazijskih konfucijanstv na Kitajskem preprosto vodilo v ateistično obuditev nacionalnih kitajskih študij in kulture v 21. stoletju. Se pravi, ta pojem vzhodne Azije je tukaj problematiziran, zato da se tudi konfucijanstvo na nek način poskuša videti ne kot zdaj. Poznate to razliko med v slovenščini, v angleščini, v slovenščini konfucijanstvo kot misel, kot filozofija in pa konfucianizmi, konfucianizem se je razvil na Kitajskem kot državna doktrina, pa mislim, da se lahko govori o konfucianizmih tudi v drugih teh državah, ki so bili pač državne doktrine in neke vrste ideologije stabilizacije držav. In zato je tukaj pač treba problematizirati ta pojem vzhodne Azije, da se pokaže, da je zavest tega problema. Po drugi strani pa Huang predstavlja neko zgodbo, ki pa pokaže, kako sta te identiteti, kulturna identiteta, ki jo pač konfucijanci kot konfucijanci razvijajo širom vzhodne Azije, in pa te politične identitete, ki so v vsaki državi svoje, kako se v bistvu neki zgodbi lepo prepletejo. Yamazaki Hansa je bil en japonski zelo neokonfucijanec, je bil zelo ortodoksno naravnan Jushijeva šola in je takole šlo. Nekoč zastavil svojim učencem vprašanje: če bi Kitajsko napadla Japonsko s Konfucijem kot generalom in Mencijem kot namestnikom generala na čelu, kaj bi morali storiti mi, ki sledimo Konfucijevim in Mencijevim naukom? In učenci seveda niso znali odgovoriti in so ga vprašali, kaj pa bi vi naredili, mojstri, in je on rekel: če bi se takšen nesrečen dogodek pripetil, potem bi si pač nadel oklep, v roko bi vzel sulico in šel v boj, da ujamem Konfucija in Mencija živa ter s tem poplačam svoj dolg državi. To bi bila prava pot Konfucija in Mencija. To je zdaj vprašanje, ali bi bila to prava pot Konfucija in Mencija, tukaj manj pomembno kot pač ta razklanost med enim, se pravi, tem konfucijanskim identitetom in pa to japonsko, ko je prišlo do tega vprašanja. Zdaj to, kaj je tisto, kar Huang misli, da povezuje zdaj konfucijance vseh teh dežel, on izpostavi predvsem dve zadevi. Konfucijanci vseh vzhodnoazijskih dežel verjamejo, da konfucijanstvo temelji na in se začne s procesom samovzgoje, se pravi kultivacije sebstva, vzgoje, ki vsebuje napor širjenja sočutja, po črti od samega sebe do družine, družbe, države in nato sveta. Vzhodnoazijski konfucijanci verjamejo, da je preobrazba samega sebe dejansko začetna točka na poti do preobrazbe sveta. Vzhodnoazijsko konfucijansko filozofijo v bistvu tvorita praktična filozofija samovzgojnih pristopov ter družinska etika. Družinska etika je seveda zelo pomemben del konfucijanstva in tudi to samokultivacija. In pa druga temeljna vrednota, ki je skupna konfucijancem vseh vzhodnoazijskih dežel in tradicij, je Konfucijev nauk o pojmu sočlovečnosti, ki se ga pojmu Jin po japonsko, ki se ga ponavadi prevaja kot človečnost ali sočlovečnost. Torej, to ne bi bilo tisto, kar ne bi bilo temeljno. Seveda to spet del naših študij, kaj je tisto, kar je res temeljno, kar povezuje. Mislim, da bi se dali tudi veliko bolj temeljne stvari izpostaviti, neke paradigme, ki so v bistvu pomembne tudi za globalno debato.
ampak pač on je tukaj to izpostavil in recimo on stavi zdaj tukaj pojma dekontekstualizacije in rekontekstualizacije. V kulturnih izmenjavah Vzhodne Azije se pojem rekontekstualizacije nanaša na proces, skozi katerega se besedilo, ideja ali oseba, ki je bila posredovana iz ene regije v drugo, in na ta način dekontekstualizirana, ponovno rekontekstualizira v idejno ozadje in kulturni kontekst regije, ki jo sprejme, ter tako postane odzivna in uporabna znotraj slednje. In gledano z vidika izkušnje kulturnih izmenjav Vzhodne Azije, se vse odvija, izmenjava besedil, idej in ljudi, se vse odvija znotraj konteksta družbe, politike in kulture. Tudi jeziki, ki jih govorijo vpleteni, imajo svoj poseben jezikovni kontekst, zaradi tega moramo jemati ljudi na obeh koncih kulturnih izmenjav kot nastopajoče na odru zgodovine, izmenjave same pa kot zgodovinske dogodke. Ko jih enkrat razumemo z tega vidika, lahko potem vstopimo v boljšo metodo preučevanja dekontekstualizacije v zgodovini kulturnih izmenjav Vzhodne Azije. Torej, tle je spet poudarek na tem, da je treba videti kontekst, da je treba videti celoten tok, pač vzeti v obzir, da če se ne zgrešimo. Tole bom preskočil. Recimo, praktičen primer, kako je to v preučevanju japonskega konfucijanstva. Seveda se je konfucijanstvo širilo na Japonsko že pred tem obdobjem, ampak najbolj prevladujoče, najbolj se je peljalo na Japonsko obdobju Edo. Takšen položaj je neizbežno vplival na to, se pravi to, kar smo omenili, da je pač šlo za mogoče to, da si predstavimo kot primer Konfucijeve razprave, to je klasično besedilo kitajske idejne kulture. Konfucijevo duhovno domovino je zaposlovalo upravljanje sveta, vendar je imela prav tako svoje široke in globoke težnje ter prizadevanja po transcendentnem. Konfucij in njegovi učenci so bili glede vsega tega se da seveda razpravljati, ampak danes najbrž ne toliko podrobnosti. Konfucij in njegovi učenci so našli duhovnost v etičnih odnosih vsakdanjega življenja. Ko so bile razprave prenesene na Japonsko, pa so konfucijanski učenjaki obdobja Edo zavrgli idejni svet kitajskega kulturnega konteksta, iz katerega besedilo izhaja, ter besedilo rekontekstualizirali v praktični realizem, ki je značilnost japonskih idejnih nagnjenj. Tudi o tem bi se dalo razpravljati. Ampak je pa tukaj to zdaj bil nek proces, ki ni bil nereflektiran. Torej, japonski učenjaki so o tem sami razmišljali v obdobju Edo. O tem, kako naj pač to neko miselnost, ki na eni strani imela neke nastavke z nekih zelo univerzalne etike in na drugi strani je bila vpeta v pač ta kulturni prostor Kitajske, kar je seveda, lahko rečemo za vse filozofije, recimo evropska filozofija ima sicer neke pretenzije, da je veliko bolj univerzalna, ampak ko se poglobimo v to, vidimo, da v bistvu so bili konfucijanci vseeno v tem smislu bolj iskreni. Takšen položaj neizbežno vplival na to, kako se zgodnji pristaši v obdobju Tokugawa videli konfucijanstvo. Po eni strani so okoliščine, v katerih so se nahajali, zahtevale določeno mero prilagoditve nauka družbenim pričakovanjem. Kot inštruktorjem, svetovalcem in učiteljem je bilo v interesu, da pot svetnikov približajo japonskemu nazoru in značaju, tako da preoblikujejo najbolj tuje elemente konfucijanstva v njegovi izvirni kitajski podobi. Istočasno pa je obstajala nevarnost, da bi nevtralizacija tujih elementov negirala ravno tiste značilnosti, ki so jih osebno sploh pritegnile k konfucijanstvu. V mnogih pogledih so zato zgodnji konfucijanci iz obdobja Tokugawa hodili po tanki črti. To je pač pomeni, da je bil ta proces reflektiran. Oni so se trudili pač to zadevo in tudi ta rekontekstualizacija se ni zgodila nekako avtomatično in se je to kar prelilo na Japonsko, ampak o tem je bil razmislek. Zdaj, ko se pa ukvarjamo z japonsko mislijo, je pa tukaj spet z vidika japonologov to vprašanje. Tolmači konfucijanske misli na Japonskem se neizbežno znajdejo v situaciji, kjer morajo odgovoriti na vprašanje, ali je študij konfucijanstva japonskih akademikov temeljno drugačen od študija konfucijanstva kitajskih akademikov. Bistvo vprašanja tukaj se nanaša na to, ali gre za tako pomembne razlike v pojmovnih usmeritvah, družbeno-političnih kontekstih, zgodovinskih okoliščinah ter hermeneutičnih težnjah, da bi se zaradi njih kitajsko in japonsko razumevanje enakih besedil lahko na temeljni ravni razlikovalo v svojih interpretativnih zaključkih. Bob Wakabayashi je povzel dve diametralno nasprotni poziciji v zvezi s tem vprašanjem s prispodobo, ki jo imenuje polemika Gyoza Manjiu. Tukaj je zdaj še malo zabaven, kot za konec, da vidite, pač, v čem bi lahko bil problem. Namreč, gyoza
Ja, za iste pismenke, drugačno branje, seveda, hrana praktično enaka jed. Druga varianta, manto, enake pismenke, zelo drugačna jed na kitajskem, na japonskem, in pač to je neka ponazoritev tega, ali kljub temu, da so brali iste pismenke, iste tekste, ali so Japonci na zelo drugačen način razumevali konfucijanstvo, ki so ga brali. Tle je seveda spet to, kar sem prej omenil, jaz verjamem v to, da so bili ti procesi zelo reflektirani strani akademikov na Japonskem in tudi na Kitajskem, in da v bistvu ta misterij, ja, seveda to je treba vzeti v obzir, ampak mislim, da ta misterij je bolj, ni tako preprost, je bolj to. In seveda za na konec, kot Huang pove, zato je pa treba pač imeti neko ravnovesje. Medsebojni kulturni vplivi potekajo kot dinamični procesi. Če se zanašamo le na tekstualizem, se bomo zato pri preučevanju dekontekstualizacije in rekontekstualizacije v kulturnih izmenjavah, če bodimo zbadljivko čim konfucijancev, znašli zakopani v besedah. Če preučimo le nastanek in gibanje novih pomenov, ko so ideje in teksti že predstavljeni v različne regije, in če pozorno premislimo dejavnike v ozadju novih pomenov zoper njihovo zgodovinsko ozadje, kontekstualizem, pa bomo tudi slepi za celoto. Iz tega razloga moramo, ko se odločamo pred pristopoma tekstualizma in kontekstualizma, med njima iskati dinamično ravnovesje, da bi se na koncu izognili temu, da smo ali nelogični ali pa nepraktični. Tako jaz sem s tem končal, pa mislim, da sem točen, glede na to, da mi je ura. Ja, zvoni tako na tanko 20 minutah. Ja. Seveda ste vsi bili zelo časovno. Mislim, da prvič v mojem življenju, da sem bil točen. Ja, no se si kar hitel, tako da bom mogoče lahko še dodatno kaj glede tega si vzeli še nekaj minut zdaj, ker kot rečeno smo časovno zelo solidno, imamo še vsaj 40 minut časa za potencialne vprašanja in diskusije, tako da bi zdaj cenjeno občinstvo, ki je spremljalo tele vaše predstavitve, najprej vprašal in pozval, če ima kdo že takoj na začetku kakšno vprašanje za katerega koli od naših treh današnjih nastopajočih. Zdaj, to je ta zoprnost na Zoomu, tukaj je en kup črnih kvadratkov, ne vem, kdo je sploh tukaj, kdo je morda vmes na stranišču. Maja je dvignila roko. Ja, vidim, da je Maja zdaj že dvignila roko. Tako da, ja, evo, in tudi vidimo jo že ravno kar. Tako da potem, seveda, ostali ste vsi vabljeni, pa bom kar potem Maja najprej dal besedo za vprašanje. Ja, hvala. Jaz imam vprašanje za Jana. Omenil si, da na Zahodu, ali kako naj to pač imenujem, ni videti nekih posebnih obeleženj stoletnice Russellovega obiska na Kitajskem. Zanima me, kako pa je na Kitajskem ali pa na Tajvanu, a je to prepoznano kot nek tak spomina in premisleka vreden dogodek? Ta stoletnica, se kaj dogaja, ja. Ja, do zdaj sem zasledil, da se pojavljajo samo samostojne publikacije, v smislu člankov, ki obeležujejo ta dogodek oziroma stoletnico iz različnih perspektiv. Recimo Chen Bo je napisal eno tako zadevo, en članek, ki predstavlja pregled Russellove misli, logične misli in filozofske misli. In to, običajno niso komentirani celostno. Ne ponujajo nekih odgovorov, ne ponujajo nekih konkretnih kontekstualizacij tega obiska, ampak so zelo specifični. To pomeni, ne vem, en naslednji članek bo pregledoval Russellovo humanistično misel, njegovo socialno filozofijo in tako dalje. Zaenkrat pa nisem zasledil nekih zbornikov, nekih obsežnejših publikacij. A pa nekih refleksij, kako se zdaj stoletje potem, kakšen je bil vpliv, kako ga oceniti? Ta najna druga publikacija, ki bo šla v Contemporary Chinese Thought, se ukvarja ravno z tem, kako se v zadnjih 10 letih, kaj se dogaja v bistvu na Kitajskem z študijami Russella.
In za opaziti je, da v zadnjih 10 letih se ukvarjajo z razliko humanistično mislijo, ki je očitno zelo relevantna, dve različni skupini raziskovalcev. Prva skupina prihaja iz inštitutov za študije marksizma, marksistične filozofije. In to v velikem številu, ogromno publikacij je napisanih strani takšnih. Druga skupina so pa filozofi na bolj uglednih univerzah, ki se ukvarjajo z podobnimi vprašanji, ampak ne iščejo istih odgovorov. Lahko si mislimo, kaj iščejo, kakšne odgovore iščejo te strokovnjaki, ki prihajajo iz področja marksizma. Vedno so na koncu takih člankov nekih zelo specifičnih zaključki, torej vrednotenja tega, kaj je dobro v rasovi filozofiji in kaj ne, spet pa ni širšega konteksta, znotraj katerega razumeli družbeno, lahko to vnovšlo na Kitajskem in tako dalje. Takšni so trendi na Kitajskem zadnjih 10 let. No, to je socialni aspekt, pa humanistični, pol pa ena taka linija nepretrgana epistemoloških študij, ampak te so pa zelo težko, žal razumljive za preostalim običajno populacijo. Hvala. Okay, hvala Maja za vprašanje, hvala Jan za odgovor. Zdaj, trenutno ni še nobene druge roke, tako da mogoče si lahko vzamem to pravico, pa da jaz vskočim notri z enim vprašanjem, ki bi ga rad zastavil. Sicer imam pravzaprav par vprašanj, no, za vse, ampak bom bi šel po vrsti, pa bi mogoče najprej samo Jano, če je še tukaj, vprašal, glede na te predstavitev tega projekta o tajvanski filozofiji, ki je v bistvu že zaključena, in sem želel vprašati, nekako sem razumel, da je situacija taka, da je pač potem, ko je seveda konfucianizem na Kitajskem v tej moderni dobi bil postavljen oziroma se je prenehalo z njim ukvarjati zaradi specifičnih ideoloških razlogov na Kitajskem, nekako svojo pot nadaljeval torej na Tajvanu, da je tukaj Tajvan odigral v bistvu neko vlogo srednjeveških islamskih filozofov, ki so ohranili aristotelizem in ga potem so ga v Evropi nazaj odkrili pozneje. In me zanima, torej, zdaj, ko je na Kitajskem, ko se konfucianizem vrača, oziroma konfucijanstvo kot filozofska ideja, kakšno vlogo imajo torej na Kitajskem zdaj tajvanski filozofi in tajvanska filozofija, torej v tem novem v obvrnitvi konfucijanstva v filozofske razprave. Ja, hvala lepa za to vprašanje. Torej moram reči, da tu treba diferencirati zdaj, kot vemo, pač je situacija v Ljudski republiki Kitajski pač taka, kot je trenutna, kar pomeni, da ne samo, da se izvajajo genocidi nad raznimi manjšinami, ampak tudi akademska svoboda je dejansko izjemno ogrožena, tako da moramo nekako diferencirati med tem, kar je uradna linija tukaj teh interpretacij. Ta uradna linija seveda sledi politični interpretaciji razmerja med celino in Tajvanom, kar pomeni, da pač uvrščajo te filozofe enostavno med kitajske filozofe in po drugi strani tudi poskušajo na nek način precej aktivno in zavestno tudi izničiti to zgodovinsko vlogo, ki so jo imeli tajvanski filozofi in filozofinje pri ohranjanju te tradicije. Je pa potem seveda čisto popolnoma druga pesem, če se ti uspe s katerim od če lahko uporabim ta izraz, resnih teoretikov in teoretičark pogovarjati nekako v nekem varnem okolju.
Ti pa seveda vsi priznavajo, da je predvsem Mao Zedong in Tang Jianyin s svojimi novimi filozofskimi sistemi, da sta oba odigrala izjemno pomembno vlogo v tem ohranjanju, ne. In tudi pri tem preporodu konfucijanstva oziroma konfucijanizma, ne, v Ljudski republiki Kitajski sami je še vedno opaziti ti dve struji, torej pri, kako se reče, revival? Preporod? Preporodu, ja, hvala lepa. Pri preporodu, sem mislila, da še kakšna druga beseda obstaja. Ker preporod sem ponovna obuditev, ne vem. Ja. Whatever, kakorkoli. Skratka, ne, obstaja nekako institucionalno, bi rekla, zapakirana oziroma ne, neka interpretacija, ki temelji na vladajočih ideologijah in ki v bistvu konfucijanstvu kot takemu dela zelo veliko škodo v tem preporodu, ker ga pač ideološko zlorablja, spet enkrat podobno, kot se je dogajalo v dinastiji Han, torej tudi mnoge osrednje konfucijanske koncepte se na nek način opremi z popolnoma zavajajočimi konotacijami, ki pač so v interesu trenutne vlade, ne. Po drugi strani pa imamo seveda zelo resne raziskovalce in raziskovalke. Jaz bi tukaj omenila Guojunga iz Wuhanske univerze, ki pa dejansko stopajo, ki bi jih lahko šteli v bistvu v tretjo generacijo modernega konfucijanstva, ki se tudi s še živečimi tajvanskimi teoretiki so v stalni kooperaciji z njimi in skupno nekako nadgrajujejo izven teh političnih trendov, vseeno v nekem duhu akademske svobode in akademskega sodelovanja nadgrajujejo, na primer to, kar je to zapuščino druge generacije, ki teh modernih konfucijancev, ki so seveda večinoma, ne, vsi so že pokojni. Tako da tu imamo kar precej različnih struj, ki se jih da v dve perspektivi razdeliti. Približno vsaj odgovorila. Ja, hvala. Zdaj, če sem prav razumel, torej, ne, je zdaj pač, ker konfucijanstvo zdaj na Ljudski republiki Kitajski ni več sporna ideologija in se lahko z njo ukvarjajo, ampak je pa še vedno, ne, v kontekstu ideološke usmeritve države pač zelo intelektualno zamejen, na kakšen način se... Ne, ja, pač poberejo tisto, kar jim odgovarja. Pa neke ortodoksne, konfucianistične podobe. Ne, mislim, zelo veliko, zelo izjemno pomembnih elementov konfucijanskega nauka, predvsem v spektru politične teorije se seveda, politične filozofije se seveda zamolči, popolnoma načrtno, ne, vsi protodemokratični elementi, o tem se sploh ne govori, naprimer, tako da v bistvu to, kar se uradno, ne, oživlja, je zelo, zelo okrnjeno in ravno zaradi tega, ker se oživljajo samo določeni elementi, potem vse skupaj daje dostikrat neko popolnoma napačno. Hierarhično, legalistično konfucijanstvo in tako naprej. Medtem ko filozofi, ki pa se ukvarjajo s tem, pa seveda gradijo na dediščini tudi tajvanske filozofije. Ja, kolikor jim je možno to objavljati sploh, ne. Zelo veliko, to je mogoče tudi zanimivo, da veliko teh raziskovalcev in raziskovalk objavlja tudi na Tajvanu, ker imajo, mislim, te zadeve mogoče grejo nekoliko težko skozi v vladajoči ideologiji in tudi v sedanji akademski sferi, ki ne tudi v znanstvenih revijah, ki so podvržene po novem tudi kar precej strogi cenzuri. Hvala. Se je vmes pojavilo še kakšno drugo vprašanje. Zdaj, kot veste, lahko tudi vprašanje postavite v obliki, ne, pisnega vprašanja v tisti
pogovorno okence, tako da se niti ni treba oglašati, če ne želite, če pa kdo ima vprašanje. Zdaj pa mislim, da ima tudi Klara eno vprašanje, tako da izvoli, Klara. Se slišimo? Ja. Ja, Ja, no. Najprej iskrene čestitke. V predstavitvi projekta je izgledalo, kot da gre za življenjsko delo. V bistvu verjetno gre, ampak življenjsko delo v 1-2 letih, ne? Tako da iskrene čestitke. Jaz imam eno vprašanje za Marka Ogrizka. Predvsem, kar se tiče, se pravi, ko si omenjal konfucijanstvo, kako se je pod navednicami prevedlo na japonsko, ne? V obdobju Tokugave, si omenil, da je šlo v smeri praktičnega realizma, ne? Pa me tukaj malo bolj natančno zanima, če lahko malo bolj razložiš oziroma kakšne primere navedeš. Da. Ja, tukaj v bistvu gre za to, da je Huang piše primerjave med tem, kateri pojmi konfucijanstva so bili najbolj brani, pa na kakšen način se je bralo kaj. In v bistvu tukaj gre za to, da je na Kitajskem ravno takrat bil neokonfucijanstvo, Jushi, ki so pač imeli zelo take, pač on je zastavil to razliko med strukturo in silotvornosti in pač japonski konfucijanci so se zelo upirali temu, da bi obstajali onkraj tega sveta, saj tudi Jushi ni tega trdil, ampak oni so velikokrat to, oziroma tle gre za zelo tako filozofsko zadevo, ne. Pač ta njihov odgovor Jushiju je bil zmeraj silo k temu nekemu vsakdanji praktični etiki, stran od kakšnih bolj filozofsko takih debat. Tako da tukaj on, s tem, da ravno na ta odgovor je imel John Allen Tucker, ki je najbolj znanih teh preučevalcev, je rekel, da ja, je res, če pogledamo samo najbolj znane filozofi oziroma konfucijanci, ki so jih tudi Japonci sami pač zgodovinsko najbolj preučevali. Če pa gremo pogledati ves spekter japonskega konfucijanstva, pa vidimo, da so te razmerja niso tako zelo drugačna od razmerij, ki so se tudi recimo na Kitajskem. Se pravi, težko je trditi, da je pač ta nek praktični realizem tako zelo definira japonsko konfucijanstvo. Mogoče bolj japonsko konfucijanstvo, kot se je najbolj preučevalo, kot je bilo najbolj pač zaznamovano s kasnejšimi akademskimi pač pristopi. Ampak ja, pač zato sem jaz rekel, da se tukaj lahko da pogovarjati, ker to pač on na nek način izpostavi to kot ta glavni vidik japonskega konfucijanstva, ampak drugi akademiki izpostavljajo, da ko vzamemo celotno širino, temu ni lih tako, je tudi na Japonskem je celoten spekter in od ta Yamazaki Ansai, ki je bil, se je zelo poglabljal v Jushijevo, pač on je bil tudi ortodoksno v to, drugi so bili bolj tako. Tako da pač jaz mislim, da je to neka trditev, s katero jo je treba problematizirati, no, v tem smislu. Aha, razumem, se pravi, kot ena izhodiščna točka bi bilo potrebno še. Ja, zdaj, če bi jaz v bistvu to tudi ne maram tega, da se določa, kaj je kakšno konfucijanstvo. Boljše prebrati celotne razprave o tem, kako so eni in drugi pisali o teh zadevah, kot pa probati povzeti to pod enim pojmom, ki je v bistvu toliko na nek način se ne da z njim nič tega povedati, kaj je ta realizem na nek način. Dobro, neka oznaka je, ampak se pravi, boljše se je poglobiti v te razprave in videti, kaj je kdo od teh konfucijancev na Japonskem pisal o teh konfucijanskih pojmih. Razumem, no, toliko. Ta točka me je zelo zanimala, tako da verjetno se bi dalo še kaj naprej potem. Dobro, najlepša hvala. Toliko samo z moje strani, Marko, najlepša hvala. Hvala, Klara. Zdaj pa Jana ima eno rokico, je dvignila. Ne vem, če smem, no, glede na to, da... Bom razmislil še malo, ampak no pa daj. Hvala lepa. Jaz bi imela vprašanje za Marka tudi. In sicer me na nek način muči naslednje vprašanje že
vso to vrsto let, ko mi dva nekako sodelujeva strokovno in znanstveno, jaz sem imela pravzaprav vselej nekako tudi na osnovi pogovorov z japonskimi kolegi in kolegicami, pa na osnovi tega, kar sem prebrala, naprimer takrat, ko sem se ukvarjala s Kyoto šolo, občutek, da dejansko v japonski tradiciji, za razliko od korejske, ni bilo filozofskih diskurzov pravzaprav, ne? Da se je filozofija na Japonskem, tudi vsi predstavniki Kyoto šole o tem govorijo na ta način, da je torej filozofija se na Japonskem začela z vnosom, z vdorom, mislim, z prihodom zahodne filozofije in v nekem poglobljenem dialogu z njo, ne? S tem, da to, kar pač specifika Kyoto šole predstavlja, ta zen-budistična, čan-budistična miselnost, da oni temu pravijo, da gre pač pri Kyoto šoli za neko sintezo med zenovsko metodologijo samo in zahodno filozofijo. No in naprimer tudi zdaj pred kratkim sem se udeležila nekega simpozija o nekem revivalju, prenovi, tako prenova, ja, o prenovi diskurza civilizaciji. In ta je bila Japonska vselej nekako izvzeta pravzaprav tudi iz vzhodnoazijskih civilizacij, kot da gre za neko, dobro, jaz imam tudi probleme s terminom civilizacija, kot ta, ampak pustimo, zdaj to sam kot primer navajam, ne? Kot da je japonska kultura nekaj tako samosvojega, da je dejansko ne moreš umestiti zares v te regije drugih sinitskih kultur, ne? No, in zdaj na tem ozadju mene zanima, to je prevladujoče mnenje, je tudi to, da je Japonska v bistvu po dinastiji Sung prevzela predvsem neokonfucijanski konfucijanizem, ki ji je pač služil kot osnova šogunata, skratka predvsem neko ideološko in institucionalne aspekte je prevzela, ki so potem seveda v Meidžiju, v obdobju Meidži izginili in so jih nadomestile pač zahodne strukture, ne, pozahodenje. Zdaj, in tudi medtem ko Koreja, na primer, je pa dejansko, jaz zdaj govorim o tem, o prevladujočih diskurzih znotraj idejne zgodovine, ne? Kako idejna zgodovina to konfucijanska interpretira. Torej, vedno se govori, korejski konfucijanci so na primer dejansko nadgradili Džušija, oni so naredili svojo teorijo, predvsem ta epistemologija 4 zametkov in 7 situacij, ne, se tukaj v tem kontekstu vedno pojavlja. Skratka, oni so res nekaj svojega naredili, neko nadgradnjo, neko inovativnost na podlagi obstoječih konfucijanskih filozofij, medtem ko se za Japonsko vselej znova nekako trdi, da pravzaprav konfucijanske filozofije tam ni bilo. Zdaj v teh letih, ko sem jaz mentorirala tvoj doktorat, sem videla, da ta tvoja 2 tipa seveda razpirata mnoga pomembna filozofska vprašanja. Ampak ne, vseeno pa se mi zdi, da na nek način le ni slučaj, da prideš ti na Japonsko, pa rečeš, jaz se pa ukvarjam s konfucijanstvom, pa te vsi čudno gledajo, kaj pa je zdaj to, ne? Skratka, jaz imam občutek, če se človek poglobi v njuno delo, nekako vidi, da je tu šlo dejansko za obdelavo tudi zelo pomembnih filozofskih problemov, ampak jaz imam občutek, da v bistvu so to bolj nekako neke izjeme, ki potrjujejo pravilo oziroma neki klici osamljenih v puščavi.
Kaj misliš ti pravzaprav o tem problemu? Naprimer, tudi ta citat, ki si ga od Kirija Paramoreja povedal. On očitno ne govori o konfucijanstvu, ampak o konfucijanizmu tudi. Meni ni jasno, koliko je njemu jasno, naprimer o teh rečeh, ki jih ti delaš. Skratka, kaj ti meniš o teh diskurzih, o konfucijanski filozofiji na Japonskem? Ja, zdaj se pravim, jaz težko trdim, koliko široko gre konfucijanska filozofija na Japonskem. Zdaj, razlogi, zakaj se mogoče o tem drugače govori, jaz imam sam izkušnje, da tudi, ko sem govoril na Japonskem o Jinsaju in tem, kar počnem, da so mi ugovarjali, da pač on ni filozof, on je bil sinolog. Na en sem malo ugotavljal, da mogoče ta distinkcija na Japonskem majhen bolj tudi kulturno ostra kot pa, s tem, da te konfucijance japonske kot filozofe vidijo mogoče v prvi vrsti zahodni preučevalci, zahodni akademiki, ki so začeli preučevati to, ki so jih začeli, recimo Ogio Soraj so ga primerjali z raznimi filozofi, tudi evropskimi. In v bistvu, ja, mogoče s tem, da druga stvar, Kiri Paramore verjetno res govori o konfucijanizmu, on govori o tem, da je treba tukaj preučiti, kako je ta stvar šla na Japonsko, kako se je tukaj ta univerzalni potencial izpeljal. On tukaj v tej svoji knjigi pokaže, da se je izpeljal zelo veliko stvari, se pravi, da se je recimo in liberalne struje in fašistične struje, ki so se napajale iz konfucijanstva. S tem, da tukaj v bistvu je tako kot vsaka ideologija, konfucijanstvo ima neke te univerzalistične stvari, neke so pa pač ideološke in pač to se je izrabljalo tam in tam. Moja izkušnja tudi recimo na Japonskem je bila, da sem šel študirati in ko sem imel 2 predmeta, en je bil zgodovina idej, tam smo se učili te filozofe japonske, ki jih jaz smatram za filozofe. Drug predmet je bil pa kitajska filozofija, ker pa tudi profesor ni mnogo vedel o teh japonskih filozofih in v bistvu smo se učili samo kitajske filozofe tam. In v bistvu gre na nek način za to, da kadarkoli sem jaz predstavil njih kot filozofe, je šlo bolj, to je pač naša japonska intelektualna zgodovina, to je nekaj drugega, kot so pač konfucijanski filozofi. To sem dostikrat slišal, da je v bistvu to neke vrste stvar, ki so oni pričakovali, da se samo Japonci z njo ukvarjajo in je res v tem nekem, bolj v okviru teh nekih nacionalnih študij je bila noter skrita. Ko sem jaz začel razlagati, da bi rad pač delal primerjave filozofske, so rekli, to se nam zdi čudno, kaj boš s tem, pač to so naši misleci in pač kaj se boš ti s tem ukvarjal. S tem, da to sem jaz prav na ta, ki je profesor, ki je bil moj mentor, mislim mentor, ki mi je pomagal, je povabil te profesorje in so se rekli, kaj boš ti tukaj. No in še ena stvar, ki jo recimo Kiri Paramore tudi vzpostavi, je, da ravno v 20. stoletju je ta zgodovina idej začela že, Maruyama je to študiral na tak način, da v bistvu je šlo za dnevno politiko, ki jo je pač on poskušal pokazati skozi zgodovino idej, in da je v bistvu tudi preučevanje teh zgodovine idej je bilo podvrženo nekem boju z neko ideologijo. V njegovem primeru je hotel pokazati neko antifašistično strujo v teh zadevah, s tem, da Kiri Paramore pa pravi, na drugi strani, to so tudi vprašanja, je to, kaj je res, da je ravno zaradi tega, ker se je povezval konfucijanstvo oziroma konfucijanizem z tem pač polimperializmom na koncu, da je zadeva na nek način bila tabuizirana po drugi svetovni vojni in je počasi ušla iz zavesti ljudi. Tako da jaz ne vem, koliko je tukaj zdaj, da zgodovinsko res te diskurzi niso bili močni. Jaz mislim, da predispozicije so bile, ker Japonska v primerjavi s Kitajsko recimo ni imela centralističnega sistema izobrazbe v smislu konfucijanstva, ampak se je konfucijanstvo širilo skozi konfucijanizma. Ta centralistični. Ja. No, ampak se je pač celoten ta konfucijanstvo in konfucijanizem, recimo, ampak tudi konfucijanska misel se je vzdržala skozi neke šole, ki so bile necentralizirane. Zato je zelo veliko različnih
struji nastali, seveda, veliko konfucianistov se je ukvarjalo z vprašanjem, a lahko, kaj je japonski cesar, ali se to s konfucijanstvom da povezati. Pa so imeli zelo take debate o tem, kako lahko, ta Sora je bil sicer zelo, so ga pol grdo gledali, ker je bil baje preveč sinofil, ampak je izpostavil, da je mogoče pa misel ta konfucijanska prišla na Japonsko in da zato, ker Kitajci imajo preveč izvirnih mislecev, se je tam popačila na Japonskem, ker pa niso preveč razmišljali, ampak so samo ohranjali, je pa bolj čista kot pa na Kitajskem. Oni so imeli sami problem s tem, točno to, kar sem prej izpostavil, kako zdaj to stvar vzeti. No, da pa strnem, ne vem, je problem v tem, da ni bilo filozofskega diskurza, ali je pa problem v zgodovini preučevanja zgodovine, se pravi, Bolj se mi zdi. Ta nek čist drugačen narativ, v katerem pač filozofov na Japonskem ni bilo. Ja, hvala lepa, Marko, jaz bi tu še imela en kup podvprašanj, ker je res zanimiva tema zame osebno, ampak mislim, da se bom ta podvprašanja potem prišparala za tvoj zagovor, ki se tudi bliža z nezadržno naglico in se ga že zelo veselim, ravno zaradi nadaljevanja te debate. Mogoče bi samo eno malenkost tu zdaj rekla, ker smo spet pri konfucijanstvu pa konfucijanizmu, ne. Jaz sem bila tako zelo ponosna nase in sem mislila, kako sem to diferenciacijo med konfucijanstvom in konfucijanizmom vpeljala v slovanske jezike. Zdaj sem bila na Dunaju, na enem mislim na Dunaju, pred računalnikom, s prstom na zemlje, po zemljevidu, na Dunaju in sem ugotovila, da na Češkem ta diferenciacija točno na isti način tudi že obstaja in že zelo dolgo med konfucijanstvom in konfucijanizmom. To sem ena pripomba. Mislim, da bi bilo potem zelo koristno, če bi jo, ne vem, upeljali še v razlikovanje marksijanstva in marksizma, recimo, ne, in bi potem lahko... Hegelijanstvo pa, mislim, pri mnogih... Ne, pač načeloma v slovenščini uporabljamo tako, ne delamo tega, govorimo ali o krščanstvu, ne, in nimamo kristjanizma, kakorkoli, ne, ali govorimo o marksizmu, pa nimamo marksijanstva. No, to pa imajo v angleščini, naprimer, ne, z krščanstvom, ne, imajo Christendom pa Christianity. Ja, sem to pa malo drugače spet kot... Marksijan imajo tudi. Pa Marksijan tudi obstaja, ja. Ja, sem Marksijan pa predelnik, ne. Ja. Okay. Ne, mislim, tule se mi zdi pri konfucijanstvu in konfucijanizmu res to zelo pomembna diferenciacija, ker dejansko gre, seveda so tudi prepletanja med njima, ne, pa nek komplementaren odnos in tako naprej, ampak gre za dve perspektivi, ki jih je treba upoštevati, če se hoče sploh ta kultura konfucianistična in konfucijanska razumeti. Eno, seveda, smiselma ta dve besedi zato, če sta v izvirniku v kitajščini dve, a ne, in iz tega izhaja. Ja, se je, rušje oziroma rušje oziroma ruđja in ruđja. Ja, to je pač nauk, pa... Ja. Tudi pri taoizmu je tako, ne, imaš daođja pa daođja in to sta dve precej različni struji, če ravno se v sinologiji še kregajo okrog tega, ampak vsi Kitajci in Kitajke pravijo, da sta to dve struji, ki nimata ena z drugo nobenega opravka, ampak tu imamo pa na primer težave, ne, tu pa si moramo pomagati s pridevniki, skratka religiozni in popularni daoizem na eni strani in klasični ali filozofski na drugi. Bom nehala govoriti, mislim, da je Nataša neko vprašanje postavila tukaj. Ja, ta debata te diferenciacije, sem zdaj samo, ker ne poznam, kako je pa v japonščini, a to je pač v japonskem jeziku, torej ta diferenciacija med konfucijanstvom in konfucijanizmom, tako kot imamo zelo jasno tudi v kitajščini. Ja, tako obstajajo pismenke, samo meni se zdi, da manj strogo. Jaz, ko sem uporabljal ta konfucijanstvo s to šolo, džugaku so me bolj tako, džukjo. Tako da ne vem, če je toliko, če obstaja neka taka refleksija, to mogoče profesori bolj vedeli. To je pač vprašanje, mislim, v slovarju, ja, to so pač... Slovarsko obstaja, absolutno. To je isto kot v kitajščini, sta besedi tam, sam se bereta džugaku, ne, pa džukjo, kaj, ne. Jaz se strinjam s tem, ja, džugaku in džukjo.
No, ampak ti, kakšno imaš pa, ja, ampak kaj pa razumeš pod tema dvema besedama? Ja, Zhukyo je bolj religiozno, v religioznem kontekstu, Jugaku je pa študij, se pravi znanstveno področje. Mislim, tradicionalno, a ne? Mislim, vsaj tako, vsaj z besedama se tako razumem, nisem pa iz področja filozofije ali pa religije. Ja. Naprej bojo pa strokovnjaki povedali, ne? Ja, no sej, zdaj mislim, prav dolgo ne bi zadržval nikogar več. Jaz bi mogoče, ampak hotel sem imeti samo še eno kratko vprašanje za Jana, če lahko, a ne. Zdaj, če ima še kdo drug, ne dvigne roko, pa bomo potem dali še besedo, ampak ti si govoril o tem projektu 100-letnice Russellovega obiska na Kitajskem in jaz žal ne vem ničesar o tem, ne? In me zanima, ker ni bilo pač toliko jasno iz tega, kaj je pravzaprav ta obisk vsebinsko pomenil. Skratka, ali je šlo to za povabilo in je Russell imel na Kitajskem nekaj predavanj in so bila ta predavanja objavljena in je to in so potem na podlagi teh razstavljali, ali ima še kakšne druge implikacije ta njegov obisk, ne? In to potem kot podvprašanje tega, kaj tisti zbornik, ki si ga pokazal, da ga pripravite, ne, in članki noter, ki ste jih prevajali, ali so to kaj, zgodovinski članki, ali so to članki na Kitajskem o Russellu, kaj točno je, samo toliko imaš te vsebinske. Hvala za to vprašanje, zelo na mestu, zato ker jaz sem se namenoma izognil preveč debati o tem, kaj vse je Russellov obisk pomenil za Kitajsko, ker je izredno kompleksna tema. Zelo težko je tudi temeljitno, kaj točno in konkretno je pomenil. Zato, ker je imel toliko različnih implikacij, toliko različnih kanalov vplivov je obstajalo. Ampak, če povem neko tako splošno misel, takrat so v Russellu, kot v Deweyju, ki je prišel na Kitajsko 1 leto pred Russellom, to je ta znani ameriški pragmatist, filozof, izobraževanja, epistemolog itd. V Russellu so iskali nekega modreca, zato so ga tudi poimenovali drugi Konfucij vmes, med njegovim obiskom, nekega modreca, ki bi jim predstavil v osnovi neko metodo modernizacije, neko jedro, srž tega, zakaj je zahodna civilizacija toliko bolj napredna. Takrat so valjda po gibanju 4. maja 1919 iskali tudi socialne rešitve, ki bi bile skladne z svobodo na Zahodu, z vsemi temi kategorijami, ki so začele prihajati postopoma v kitajski intelektualni diskurs. Ravno zaradi teh mnogih pričakovanj, vsaka skupina kitajskih intelektualcev je imela svoje pričakovanje z Russella, je tudi bilo več različnih kanalov prenosa Russellovih idej. Recimo nekateri, socialisti, oziroma takrat je bil to protocelica Kitajske komunistične partije, so od njega želeli izvedeti več o socializmu. Pa želeli so od njega izvedeti več o tem, zakaj ruski bolševizem ne deluje, recimo, ko so pali take stvari potem na njegovih predavanjih. Matematiki so od njega želeli slišati teorijo o filozofiji, matematiki itd. Tako da to je bilo zelo ena kompleksna štorija. Je pa vse zelo lepo in obširno pojasnjeno v zborniku. Zbornik, če drugo vprašanje, na hitro, zbornik je sestavljen iz besedil, ki so nastala v času Russellovega obiska na Kitajskem. Ja, torej, kronološko je zamejen na tisto leto. So pa vmes tudi naši prispevki, ki sekundarno obravnavajo. Ja, ampak v srednji del so pa torej historični teksti, ne, tisti, ki so kot odziv v bistvu, kaj na Russellov obisk. Tudi, ja, pa razna poročila o ustanovitvi, recimo, študijske družbe, ki se je ukvarjala z preučevanjem Russellove filozofije, potem ti nagovori in, kaj se jim reče, welcome reception, pozdravni nagovori, sprejemni nagovori Russella, ki so jih te glavne zadeve. Potem so pa še tudi besedila, kjer kitajski intelektualci, filozofi obravnavajo in
pretirajo raslo. Seveda ni pa bilo moč vključiti vsega, zato ker je takrat med letoma 1920 in 1921 nastalo več 100 publikacij. No, sej, okay, hvala. Ja tudi vidim še dodatno pojasnilo Jane, ne, čisto konkretno, da gre za, da je šlo tukaj za pač v bistvu turnejo celoletno in tako, ne, da je to bil torej dejansko dogodek, ki je eno leto zaznamoval ta, a ne. Ja, predavanje je bilo več kot 70 raslo, tako da to je zelo kompleksna storija. Hvala, Jan. Aha, ja, še kar. Okay, ne, jaz sem si mislil. Jaz to je to. Poglavljen. Ok, potem pa hvala. Ja, zdaj ura je 10 do 2, tako da, mislim, no, ali pa 13 do 2. Jana se mora tako posloviti. Če ni drugih vprašanj, se mi zdi pač potem tudi, da smo imeli kar živahno debato zdaj do tega trenutka. Ne, nisem mislil, da bomo vseeno izkoristili celoten čas, pa smo ga. Če ni drugih vprašanj, bi morda bilo smiselno, da se pač na tej točki uradno zaključimo, ne, in poslovimo. In potem pač seveda nadaljujemo spet prihodnjič. Tako da jaz se bi vsem zahvalil za sodelovanje, torej predvsem vsem govorcem, Jani, Marku in Janu, vsem, ki so torej poslušali in tudi jasno vsem, ki ste imeli vprašanje in komentarje. Tako da hvala še enkrat za zanimiv tale petkov opoldan, zdaj pa pač na kosilo ali karkoli nas že čaka in lepo bodite. Hvala tudi tebi, Luka, za fino vodenje celotnega dogodka. Evo, tudi Kristina se zahvaljuje, evo, in tako vsi. Ja, lepo bodite in nasvidenje. Hvala.